Na meji med Makedonijo in Grčijo stoji ograja z bodečo žico, za njo je na grški strani ujetih okoli 14.000 prebežnikov iz drugih držav. Ker je tam prostora le za 1000 ljudi, so si postavili svoje šotore, dež pa je razmere še poslabšal. Ljudje so obupani, ker Makedonija od minule srede ljudi ne spušča več v državo, da bi lahko nadaljevali pot v Evropsko unijo. Tudi Slovenija od istega dne na meji s Hrvaško v celoti izvaja šengenska pravila. Kaj to pomeni, v rubriki Podrobno pod lupo. Slovenija je del šengenskega območja, vanje vključeni 26 držav, to so večinoma članice Evropske unije. Znotraj šengenskega območja nam pri prehodu meje ni treba pokazati potnega lista, torej lahko prosto prehajamo iz ene države v drugo. Prav tako pri prodaji izdelkov iz ene države v drugo ni treba plačati carine, kar je dobro za gospodarstvo. Po drugi strani pa je nadzor na zunanjih mejah šengenskega območja veliko temeljitejši, predvsem zato, da bi preprečili nezakonito priseljevanje, tihotapljanje in trgovino z ljudmi. Zunanja šengenska meja je tudi meja med Slovenijo in Hrvaško. V zadnjih mesecih je kljub strogim pravilom iz Hrvaške v Slovenijo, torej v šengensko območje, z vlaki lahko prišlo večje število migrantov. V sredo pa je Slovenija sporočila, da je začela ponovno v celoti izvajati šengenska pravila. To pomeni, da prebežniki z vlaki ne morejo več prihajati. V državo bodo lahko prišli le, če bodo na to vložili prošnjo za mednarodno zaščito ali če bo ugotovljeno, da za vstop v državo obstajajo humanitarni razlogi. Ker prebežniki ne bodo mogli vstopati v Slovenijo in naprej v severne države Evropske unije tako množično kot prej, sta strožji nadzor nad mejo vzpostavili tudi Srbija in Hrvaška. Na državljane članice Evropske unije, torej tudi na državljane Slovenije, pa ponovno izvajanje šengenskih pravil ne vpliva, saj promet čez mejo s Hrvaško še vedno poteka tekoče.